Tako. Hvala, Janja, za ta uvod in lepo pozdravljeni. Moje ime je Kristina Rakinič. Kot rečeno, po izobrazbi sem psihologinja, trenutno pa sem mlada raziskovalka na Centru za metodologijo in informatiko na Fakulteti za družbene vede. V svoji doktorski disertaciji, ki jo opravljam pod mentorstvom profesorice dr. Bojane Lube in somentorstvom profesorice dr. Laure van den Bosch iz fakultete v Louvnu v Belgiji, se ukvarjam z raziskovanjem razumevanja in doživljanja nemoralnosti na družbenih medijih pri mladih. In danes bi rada z vami delila nekaj mojih ugotovitev, naj pa na tem mestu izpostavim, da gre še za delo v nastajanju, zato so tudi te ugotovitve še na nek način preliminarne. Tako. Začela pa bi mogoče z nekoliko bolj izzivalnim vprašanjem. Smo moralni zgolj ljudje? Je morala nekaj, kar lahko opazimo zgolj pri pripadnikih človeške vrste? Če izhajamo iz te pozicije antropocizma, ki postavlja človeka v center vsega, nad vse, nad živali, nad naravo, lahko na ta odgovor kaj hitro pritrdimo, da morala je nekaj, kar lahko opazujemo zgolj pri ljudeh. Toda s tem se niso strinjali vsi. Zlasti pa ne raziskovalec, primatolog in etolog Frans de Waal, ki je raziskoval neke znake moralnega vedenja, kot je sodelovanje pri slonih, prosocialnost in ta sodelovalnost, in je nekako zaključil, da lahko znake moralnosti opazimo tudi pri živalih. Zlasti pri tistih, ki živijo v skupinah. No, z vami bi pa rada delila en zanimiv eksperiment, ki je bil izveden na opicah. Tukaj imamo na sliki 2 opice, šlo je za kapucinke. Opici sta imeli dokaj enostavno nalogo. Podati kamen skozi režo eksperimentatorki. Opici sta bili sicer takole ločeni z mrežo, ampak sta se videli. In prva opica poda kamen in eksperimentatorka ji za uspešno opravljeno nalogo poda sladko grozdje. Nato je na vrsti druga opica. Enako opravi enako delo, poda eksperimentatorki uspešno kamen. V zameno pa prejme kumaro. Kumar ali grozdje, kaj je boljša naloga? O, kako se je ta opica razjezila! Zalučala je kumaro nazaj v eksperimentatorko in ni želela več sodelovati v eksperimentu. Ne, za enako opravljeno delo ne bom sodelovala, če ne prejmem enakega plačila. Kar je bil dokaz, da opica tudi lahko prepozna in se odzove na neko nepravičnost, ki se ji zgodi. In nato so v nadaljevanju raziskave pokazale, da tudi prva opica ni več želela sodelovati, ker njena sovrstnica, kolegica, če lahko tako rečem, ni dobila enakega plačila kot ona. In to je zgolj eden izmed množice eksperimentov, ki govorijo v prid temu, da moralnost ni nekaj, oziroma da znaki moralnega vedenja niso nekaj, kar bi bilo prisotno zgolj pri nas, čeprav lahko velikokrat tako mislimo. No, v nečem pa si upam trditi, da smo ljudje drugačni od drugih. In sicer v naši sposobnosti razmišljanja o tem, kaj je morala, raziskovanja navsezadnje, kaj je moralnost, kako jo razumemo in kako jo doživljamo. In ravno to je cilj moje doktorske disertacije. Raziskati, kako mladi doživljajo in izkušajo moralnost v kontekstu družbenih medijev. Tako, kako bo izgledalo današnje predavanje? Na začetku vas bom poskusila prepričati, zakaj je smiselno in pomembno raziskovati moralnost med mladimi na družbenih medijih.
Nato bom podala opredelitev moralnosti in tudi družbenih medijev. Nato bom nekaj več pozornosti namenila samemu vprašanju, kako raziskovati moralnost, katere metode uporabiti, kako nasloviti to kompleksno tematiko. In seveda bom ob vsem tem z vami delila nekatere moje trenutne ugotovitve. Torej, zakaj sploh raziskovati moralnost na družbenih medijih med mladostniki? Najprej iz vidika družboslovnega raziskovanja. Družbeni mediji in mladostniki so zelo raziskano področje. Različna vede se s tem ukvarjajo. In tudi v Sloveniji imamo eno množico res kvalitetnih raziskav, ki naslavljajo to področje. Med drugim tudi posamezna vedenja, ki jih lahko mi sami opredelimo kot nemoralno, recimo spletno nasilje ali pa širjenje lažnih informacij. To je vse dobro raziskano, toda nekaj pa nam manjka. Manjka nam umestitev oziroma razumevanje teh vedenj skozi vidik moralnosti, skozi moralne teorije. In zakaj bi bilo to sploh potrebno? Zakaj je to smiselno? Če sledimo moralnim filozofom, ti trdijo, da je že samo razmišljanje o moralnosti in oblikovanje moralnih sodb tesno povezano s samo motivacijo. In v tem naj bi si bile moralne sodbe od drugih sodb, ki jih mi oblikujemo kot ljudje, drugačne. Vzemimo na primer, ko razmišljamo o nečem, kar je dobro, kar je prav, nas to tudi neposredno privlači, da bi tako tudi delovali. In obratno, ko razmišljamo o nečem, kar je slabo, kar ni prav, nas to notranje odbije, da ne bi tako delovali. In seveda ne trdim, da že samo razmišljanje o moralnosti vodi tudi do samega moralnega vedenja. Vendar pa trdim, da mladostniki danes potrebujejo prostor in možnosti razmišljanja o moralnosti in o razmišljanju o tem, kaj se jim dogaja na družbenih medijih v kontekstu, da naslavljajo to skozi to vprašanje, kaj je prav in kaj je narobe. Kajti številne raziskave so pokazale, da pogovarjanje mladostnikov o moralnih vprašanjih, o dilemah, pozitivno, bodisi ko se pogovarjajo s svojimi starši, vrstniki, učitelji, da to pozitivno vpliva na njihov moralni razvoj in navsezadnje tudi na njihovo moralno vedenje. In navsezadnje, iz vidika nas, staršev, strokovnih delavcev, učiteljev, če bomo mi razumeli, kako mladostniki razumejo vprašanja, kaj je prav in kaj ne na družbenih medijih, bomo lahko veliko bolj smiselno oblikovali naše delo z njimi, naše delavnice, predavanja in neka usposabljanja. Tako, do sedaj sem kar nekajkrat že uporabila izraz morala, pa ga nisem zares še opredelila. Najenostavnejše opredelimo moralo kot razmejitev zaznav med dobrim in slabim, med tem, kar je prav in kar je narobe. Potrebno pa jo je ločiti od etike. Etika je posebna veja filozofije, ki predstavlja teoretične utemeljitve in kriterije za ocenjevanje nekih moralnih vedenj. Morala pa je tudi tukaj, med nami, je naše družbeno vezivo, se nanaša na naše družbeno sprejete norme, ki smo jih oblikovali kot to, kar je prav in kar narobe. In zato se vsebina morale, če jo razumemo iz tega vsebinskega vidika, opisnega vidika, seveda lahko pomembno razlikuje med posameznimi družbami, kulturami in seveda tudi v prostoru in času. In tudi jaz jo tako razumem. Želim jo opisati in razumeti, kako se kaže
pri mladostnikih v kontekstu družbenih medijev. Pa stopimo mogoče en korak nazaj. Znotraj psihologije se je moralnost zlasti preučevala v kontekstu razvojne psihologije, za kar je zaslužen moralni psiholog Lorenz Kohlberg, ki je raziskoval moralni razvoj pri mladostnikih. On sam je razumel moralnost zlasti kot vprašanje pravičnosti. Morala je tisto, kar je pravično. Temu so nato nasprotovali nekateri drugi avtorji, kot je bila ena izmed njih, je bila Carol Gilligan, ki je trdila ne. Temelj vsega, temelj sama bit moralnosti je skrb, je neškodovanje drugemu, je delovanje v dobrobit drugemu. No in nato se je počasi premaknilo to raziskovanje moralnosti zgolj iz področja razvojne psihologije tudi na področje socialne psihologije. In tukaj se pojavi teorija moralnih temeljev avtorja Jonathana Haida in sodelavci. On pa je zlasti na podlagi svojih raziskav in tudi na podlagi raziskav zlasti kulturnih antropologov razširil to opisni vidik moralnosti. In sicer je trdil, da obstaja 5 temeljev, s pomočjo katerih lahko opišemo kompleksno moralno vedenje. Poleg teh 2, ki sem jih že omenila, sta tu še temelj zvestobe, ki se nanaša na to, da smo zvesti skupini, ki ji pripadamo. Avtoriteta, da delujemo tako, da spoštujemo to, kar je nek red v družbi, da spoštujemo figure avtoritete. In svetost, ki se pa nanaša zlasti na to, kar nam je sveto v družbi, zlasti mogoče na naš odnos do telesa in do hrane. In avtorji te teorije trdijo, da naj bi bilo teh 5 temeljev imeli evolucijsko osnovo, kulture in ljudje in posamezniki pa se potem med seboj pomembno razlikujejo v tem, čemu dajejo prednost pri sprejemanju določenih moralnih odločitev. Če navedem en primer, čisto tako poenostavljeno, recimo raziskave na velikih vzorcih so pokazale, da v zahodni družbi, ko sprejemamo neke moralne odločitve, dajemo večjo prednost tema 2 temeljema, torej skrbi in pravičnosti, medtem ko v vzhodnih družbah ljudje vrednotijo vseh 5 temeljev v približno enaki meri. Jaz to teorijo uporabljam zlasti pri razumevanju prepoznanih nemoralnih vedenj na družbenih omrežjih in jih s pomočjo te teorije poskušam razumeti, na čem temeljijo, iz česa izhajajo in kateri naš moralni temelj nagovarjajo oziroma kršijo. Tako, kaj pa družbeni mediji in vprašanje moralnosti? Pri tem sledim avtorjem, ki družbene medije opredeljujejo precej široko. In sicer jih opredeljujejo kot medije, ki omogočajo komunikacijo, ustvarjanje in deljenje vsebin in to družabnost. In ravno ta vidik družabnosti je tukaj zame pomemben kontekst raziskovanja, ker se morala oblikuje ravno zaradi tega ohranjanja družbe, in ohranjanja družbenosti. Ko pa naslavljamo to vprašanje v kontekstu družbenih medijev, pa je pomembno, da smo pozorni tudi na določene specifične lastnosti družbenih medijev, ki lahko pomembno vplivajo na to, kako se moralnost izraža in kaže v bistvu. In to so anonimnost. Vemo, kako enostavno je postati anonimen na družbenih medijih. In to lahko pomembno vpliva na to, kako moralno se mi vedemo. Potem pa je tukaj še odsotnost te fizične
fizična odsotnost, s kom se mi pogovarjamo, kar tudi vpliva na to, da mi ne vidimo odziva naše žrtve nemoralnega dejanja. In vse to je potrebno tudi nasloviti, ko raziskujemo moralnost v tem kontekstu. Torej, kaj so moja področja raziskovanja? Lahko jih razdelim na 5 glavnih področij znotraj moralne psihologije. Tukaj so zapisana, med njimi so tudi označene povezave, kar pomeni, da lahko ta posamezna področja pojavi medsebojno vplivajo drug na drugega. Torej, zanima me moralno presojanje. Kaj mladostniki presojajo, da ni prav na družbenih medijih? Njihove sodbe, kako sodijo vedenje drugih? Seveda me zanima tudi njihovo lastno vedenje in čustva, ki se ob tem pojavljajo. Posebej pa me zanima tudi moralna identiteta. Moralna identiteta je pojav, ki govori o tem, kako pomembno je nam samim, da smo moralne osebe. Recimo, ljudje smo si pri tem različni. Naprimer, vam je mogoče bolj pomembno, da ste pošteni, iskreni, prijateljski, pripravljeni pomagati. Medtem ko pa je vam bolj pomembno, da ste uspešni v svojem delu, da ste delavni, in da svoje delo dobro opravljate. No, in seveda vse to, kot že večkrat izpostavljeno, raziskujem v kontekstu družbenih medijev. To predstavlja moj kontekst raziskovanja. Skupno sem izvedla 5 raziskav in pri tem uporabila 5 različnih metod. Moramo se zavedati, da vsaka metoda zbiranja podatkov ima svoje prednosti in slabosti. In če se odločimo za uporabo več različnih metod, lahko s tem naslovimo pomanjkljivosti ene izmed metod in podamo neko bolj celostno sliko. V splošnem sem uporabila kvalitativne metode in kvantitativne metode. Kvalitativne metode pomenijo zbiranje neštevilskih podatkov. To so lahko besede s pomočjo intervjujev, fokusnih skupin ali videoposnetki, fotografije. Ko uporabimo te metode, nas ponavadi zanimajo neke poglobljene, raznolike izkušnje, neke specifike, posebnosti. No, na drugi strani pa imamo kvantitativne metode. V kvantitativnih metodah pa zbiramo številske podatke. Ena izmed takih najbolj uporabljenih metod je vprašalnik. In verjamem, da ste verjetno že vsi izmed vas kdaj sodelovali v kakšni raziskavi, kjer ste svojemu občutju, mišljenju, stališču morali pripisati določeno številko. Recimo, kako zadovoljni ste s svojim življenjem in ste pripisali recimo vrednost 3. In kvantitativne metode ponavadi zberemo na večjem številu vzorcev, torej od nekaj 100 do 1000, pri čemer pa nas zanimajo odnosi, razmerja, napovedovanje nekih modelov. Pri tem pa lahko uporabimo bolj enostavne ali bolj napredne statistične metode. Torej, v moji prvi poizvedovalni kvalitativni študiji, kjer me je zanimalo, kaj mladostniki vrednotijo oziroma kaj zaznavajo kot nemoralno na družbenih medijih. Na podlagi rezultatov prve študije sem načrtovala drugo študijo, ki je bila kvantitativna. To je bil vprašalnik, kjer me je zanimalo, kako pogosto opazijo določena nemoralna vedenja, kako so ta značilna za njih same in tudi, kako je to povezano z njihovo moralno identiteto. V tretji študiji sem analizirala objave mladostnikov na družbenih medijev iz nekih prepoznavanja moralnih tem. Potem sem izvedla še kvantitativno dnevniško študijo,
kjer so mladostniki najmanj 14 dni vsak dan poročali, koliko nemoralnih vedenj so na ta dan opazili, koliko so jih storili tudi sami in ob tem poročali tudi o svojih čustvih. No, vseeno pa se mi je zdelo, da nekaj manjka s temi metodami. Imela sem občutek, da manjka nekakšen bolj aktiven pristop s strani mladostnikov. Zato sem uporabila še eno dodatno metodologijo, ki se imenuje participativna oziroma sodelovalna metodologija. In pri tem mladostniki, v mojem primeru mladostniki, postanejo na nek način soraziskovalci. Torej niso več nekdo, ki zgolj odgovarja na vprašanja, ki jih zastavimo mi raziskovalci, vendar so oni sami tisti postanejo, ki začnejo postavljati vprašanja, zbirati odgovore na to in pri tem aktivno sodelovati. In zakaj sem se odločila za to? Iz preprostega razloga, ker bi lahko drugače kaj pomembnega spregledala, kakšno pomembno temo. Ker preprosto jaz sama nisem mladostnica. Družbeni mediji imajo v mojem življenju popolnoma drugačno vlogo, kot jo imajo v življenju današnjih mladostnikov. In tudi ko sem bila sama mladostnica, v tistem obdobju so imeli družbeni mediji drugačno vlogo. In zato jih zares v svojem bistvu ne morem razumeti, kot jih doživljajo današnji mladostniki. In zato sem se odločila, da jih bolj aktivno vključim. In oblikovala sem tako imenovano participativno metodo sprehoda. Metoda je izgledala nekako tako, da so mladostniki 3 tedne spremljali in uporabljali svoja družbena omrežja kot običajno, pri tem pa so jih hkrati tudi raziskovali iz vidika moralnosti. In ko so opazili neko nemoralno vedenje, so morali zapisati, kaj so opazili, kaj so delali pred tem, opisati to vsebino in potem tudi, kaj so storili potem. Tako da sem se jaz lahko potem, ko sem analizirala te podatke, skupaj z njimi nekako sprehodila preko njihove uporabe družbenih medijev. In pri tem pa me je v analizi zanimala vseh teh 5 področij. Zdaj pa na kratko, preden se premaknemo na moje ugotovitve, kdo sodeluje oziroma je sodeloval v mojih raziskavah. Kot že večkrat omenjeno, to so slovenski mladostniki in mladostnice, ki pripadajo obdobju poznega mladostništva. Obdobje mladostništvo kot razvojno-psihološko obdobje lahko razdelimo na zgodnje, srednje in pozno. Jaz pa sem se specifično tukaj odločila za pozne mladostnike, predvsem iz vidika kompleksnosti moje teme, kot recimo moralna identiteta, ki se začne intenzivneje oblikovati oziroma razvijati šele v tem obdobju. Kljub temu pa trdim, da bi bilo tudi pri mlajših ta raziskava, naslavljanje te tematike, več kot pomembno in potrebno. V splošnem so sodelovali tako fantje kot dekleta, obiskovali so različne srednje šole po tej Sloveniji in obiskovali različne srednješolske programe, od poklicnega do gimnazijskega. No, sedaj pa smo končno prišli do mojih ugotovitev. In to je bilo nekako moje prvo vprašanje, s tem sem začela. Kaj mladostniki opredeljujejo kot nemoralna dejanja na družbenih medijih? In rezultati moje prve študije so pokazali sledeče. In sicer, da nemoralna dejanja lahko razdelimo v 2 skupini. Na tista, ki se pojavljajo v neposredni interakciji z drugimi. To pomeni, da so žrtve nemoralnih dejanj znane oziroma da so dejanja usmerjena proti točno določeni osebi. In na dejanja v posredni interakciji, kar pomeni, da je lahko žrtev nemoralnega dejanja vsakdo, ki
naleti, ki pride na to določeno vsebino in objavo. Pa si poglejmo, kaj specifično so mladostniki navajali kot ta dejanja. Deljenje vsebine drugega brez njegovega dovoljenja. Kraja identitete. Neprimerni komentarji. Tukaj navajajo komentarje, kot so žaljivi, nesramni, sovražni komentarji, komentarji, ki poudarjajo neke slabosti drugih, ki so na splošno negativni. In tudi sovražni govor. Kaj pa nemoralna dejanja v posredni interakciji z drugimi? To se je nanašalo zlasti na neprimerno vsebino, ki je bila predvsem spolna in nasilna. Na lažno predstavljanje, kar je vključevalo oblikovanje in uporabljanje nekih lažnih profilov, kot tudi nerealistično samopredstavljanje. Mladostniki tudi to zaznavajo kot nekaj, kar ni prav na družbenih medijih. Izkoriščanje drugih, predvsem v neke politične namene, ali pa tudi v namene nekega zaslužka. Recimo izpostavljali so, ko neki vplivneži promovirajo neke izdelke, čeprav vejo, da ta izdelek je v resnici slab. In seveda širjenje lažnih informacij. In nato sem tudi ta vedenja poskušala razumeti preko teorije moralnih temeljev. Če pogledamo, na primer, zgolj primer, neprimerni komentarji, ki nekoga prizadanejo, ki nekomu škodujejo, mu prinesejo neko emocionalno škodo, lahko povežemo z moralnim temeljem skrb nasproti škodovanju. In recimo lažno predstavljanje, ko se predstavljaš, da si nekdo, za kogar nisi, se lahko nanaša na moralni temelj pravičnost oziroma predstavlja ta drugi pol goljufanja. No, pa se premaknimo naprej. Kako pa mladostniki opredeljujejo moralno osebo na družbenih medijih? Rezultati so pokazali, da mladostniki pripišejo tudi določene lastnosti, moralne lastnosti, ki jih pripisujejo tudi osebi v vsakdanjem življenju. Kot na primer, da je spoštljiva, strpna in prijazna. Medtem ko pa so nekatere lastnosti, ki so jih navajali, bolj že povezane s samimi specifikami družbenih medijev. Kot recimo to, da ne objavlja vsebin drugih brez njihovega dovoljenja. Da se v objavah predstavlja taka, kot je v resnici. Da je nežaljiva, da ne piše žaljivih komentarjev, da je družbeno odgovorna, da prijavi sovražni govor, kot primer, in da ne zavaja, da ne deli lažnih informacij. Na tem mestu bi izpostavila zlasti to lastnost, družbene odgovornosti. Tega nekako tuje raziskave ne poročajo. Za slovenske mladostnike pa je moralna oseba nekdo, ki ne zgolj, da ne izvaja sovražnega govora, temveč se proti njem tudi aktivno bori, ga bo prijavil, bo poskušal proti tem ukrepati. No, in v moji drugi raziskavi, ki je bila kvantitativna, me je pa zanimal, kakšen je odnos med moralno identiteto in nemoralnimi dejanji na družbenih medijih. In izkazalo se je, da je moralna identiteta pomemben negativen napovednik nemoralnih dejanj. Kaj to pomeni? Višja je naša moralna identiteta, bolj nam je pomembno, da smo moralne osebe, logično, storili bomo tudi manj nemoralnih dejanj. Številne raziskave so potrdile ta odnos v vsakdanjem življenju. Moja raziskava pa tukaj to potrjuje tudi v kontekstu družbenih medijev. No, v naslednji raziskavi me je pa zanimalo tudi, kakšna so dnevne izkušnje moralnih čustev. In nekako takole je bilo po dnevih.
vidimo, da na splošno mladostniki ne izkušajo toliko moralnih čustev, ampak vseeno pa občutijo več jeze. Jeza kot moralno čustvo se nanaša na čustvo, ki ga občutimo, ko zaznamo in opazimo nemoralno vedenje drugega. Medtem ko se krivda nanaša na občutja, ki jih občutimo, ko smo sami povzročitelji nemoralnih dejanj. Kar sovpada tudi z dejstvom, da so mladostniki poročali o večjem številu nemoralnih dejanj, ki so jih prepoznali pri drugih kot o svojih lastnih. No, sedaj pa se premaknimo na to mojo zadnjo 5. raziskavo, v kateri so mladostniki sami postali soraziskovalci družbenih medijev. Naj povem, da so to zgolj neke delne ugotovitve, ki jih na tem mestu predstavljam, bi pa izpostavila nekako 3 področja. In prvo področje je, ki sem ga prepoznala, ta velika raznolikost nemoralnih vsebin, ki jo pa lahko razdelimo na nemoralne objave in na nemoralne komentarje. Pomembno je, da ločujemo med tema dvema zadevama. Zakaj? Ker lahko objava sama po sebi ni prav nič moralno sporna, pa se potem pojavijo odzivi na to objavo, zlasti preko nemoralnih komentarjev. No, in veliko je bilo žaljenja in norčevanja iz drugih. Pa si poglejmo en primer. Videoposnetek, na katerem je spodaj napis Guess the wrestler and the special needs, kar v slovenščini pomeni ogani, kdo je rokoborec in kdo ima posebne potrebe. Najprej je prikazan fant, ki izvaja gibe, ki naj bi nakazovali na to, da je rokoborec. Nato pa se posnetku prikaže deček, za katerega je jasno razvidno, da je nekoliko oviran oziroma ima posebne potrebe. Vsebina se mi je zdela moralno sporna, ker se je neposredno norčeval iz dečka, ki ima posebne potrebe, četudi je namreč šlo za njegovega družinskega člana. Druga tematika, ki je bila tudi pogosta, je bila objava vsebin drugih brez njihovih dovoljenj. Posnetek se dogaja nekje na cesti. V ozadju je viden prevrnjen avto, zato predvidevam, da se je ravno zgodila prometna nesreča. Par žensk se razburja. Snema pa jih neka oseba. Ko ženske opazijo, da jih neka oseba snema, se začnejo še bolj razburjati in kregati. Nanj naj neha snemati. A ta še snema in ne odloži kamere, niti jim ne reče ničesar. Ni v redu, da oseba za kamero ni nehala snemati, kljub njihovem nezadovoljstvu. Na posnetku je še napis She flipped her car and got mad at me for recording. In 3 emodžiji, ki jokajo od smeha. In še en primer, ki se nanaša na objavljanje neprimerne spolne vsebine. Ob tetoviranju ženska spušča zvoke značilne za doživljanje spolnih užitkov, medtem pa moškega prijema po obrazu. Posnetek je bil objavljen javno, cenzurirali so njen intimni predel z napisom Poglej cel video in se naroči na moj kanal. Dejanje se mi zdi sporno, saj poziva k deljenju in spremljanju blažje oblike pornografije. In še številne druge vsebine, ki so jih mladostniki navajali kot nemoralne. Pri nemoralnih komentarjih so pa prevladovali žaljivi komentarji, ki so se zlasti žalili osebe s posebnimi potrebami, osebe z nekimi telesnimi ovirami, osebe z duševnimi težavami in navsezadnje tudi so se norčevali iz ljudi s prekomerno težo in tudi iz žensk. In tega so mladostniki opazili res veliko. No, zanimalo me je, kakšna čustva so pa ob tem občutili. Mladostniki so velikokrat poročali o zgroženosti, da so zgroženi nad določeno vsebino, nad gnusom. Gnus se je zlasti nanašal na neke spolne vsebine in ga kot takega lahko povežemo z moralnim temeljem svetosti.
Razočaranje. Bili so razočarani, da ljudje ustvarjajo take vsebine, da jih delijo. In tudi jeza je bila pogosta kot neko tipično moralno čustvo. No, potem pa me je zanimalo to, kaj se pa zgodi potem, ko mladostniki zaznajo in se soočijo z nekim nemoralno vsebino. To lahko vodi v zaprtje. Mladostniki bodo zaprli objavo, profil ali celo aplikacijo. To so velikokrat storili tudi preprosto iz strahu, ker so se bali, da bi še kakšno tako podobno vsebino zaznali. To so storili tudi zaradi tega, ker so se počutili tako slabo, da se preprosto niso več želeli vztrajati v tem občutku. Včasih pa so mladostniki aktivno posredovali. So prijavili vsebino, so prijavili komentar, so celo blokirali profil. Včasih pa so celo opozorili. Torej, če so recimo v primeru, ko so poznali avtorja žaljivega komentarja, so mu celo napisali sporočilo: poglej, ta komentar ni bil v redu, tega ne smeš več pisati. Ali pa so v nekem primeru se je pojavil nek lažni profil, ki se je začel širiti med njihove vrstnike, in mladostniki so o tem začeli obveščati in opozarjati svoje prijatelje, so jih na to opozorili. In velikokrat je soočanje s to nemoralno vsebino vodilo tudi do razmišljanja. Do razmišljanja bodisi o počutju žrtve, tega je bilo veliko. Razmišljali so o tem, kako se zdaj ta žrtev počuti, kako bi se oni na njenem mestu počutili. Razmišljali so tudi o tem, kako ta vsebina bo vplivala oziroma vpliva na druge, predvsem na mlajše. To jih je skrbelo. Kako bo to vplivalo na njihove mlajše prijatelje, ki bodo zaznali to vsebino. Včasih pa je to vodilo tudi v razmišljanje o sami vsebini, ki so jo delili s svojimi bodisi vrstniki, prijatelji ali starši, in so se začeli pogovarjati o tem, ali tudi oni mislijo, da je to nemoralno, kako oni to zaznavajo, in se je o tem razvila nek pogovor. Kar vidimo tudi na ta premik nemoralne vsebine iz družbenih medijev tudi v vsakdanje življenje. Mladostniki pa so razmišljali tudi o delovanju družbenih medijev. Recimo, njegov komentar je Instagram skril na dnu lestvice komentarjev, vendar je komentar vidljiv z le enim samim klikom, kar kaže na to, da razmišljajo o tem, kako delujejo in kakšen vpliv imajo družbena omrežja pri deljenju te nemoralne vsebine. Ali naslednji komentar, razmišljanje. Res, da so družabna omrežja postala sprejemljiva za take vsebine, vendar po mojem mnenju samo zato, ker nihče ne ve, kdo si. In tukaj tudi mladostniki problematizirajo to vprašanje anonimnosti, ki je tako lahko dosegljiva na družbenih medijih. In problem cenzure. Razžalostilo me je, ker ne obstaja nikakršna cenzura za takšne komentarje in pa da ljudje nekaj tako zanimivega in unikatnega spreminjajo v neko šalo, ki sploh ni na mestu. Tukaj so razmišljali o cenzuri, ali bi morali družbeni mediji imeti neko večjo cenzuro nad temi vsebinami. In kako to ustvariti, da hkrati še vedno omogoča neko svobodno izražanje. No, in s tem vprašanjem nekako sem prišla tudi do mojih sklepnih misli. In upam, da sem vam danes v tej slabi uri uspela ponuditi nek vpogled v to, kako mladostniki opredeljujejo nemoralna dejanja na družbenih medijih. Da se delijo ta zlasti na tista v neposredni in na tista v posredni interakciji. Na to, kako opredeljujejo moralno osebo, pri čemer je pomemben tudi ta aktivni vidik, da nekdo aktivno deluje
potem, ko se sooči z neko nemoralnostjo. Na odnos med identiteto in dejanji, ki je seveda negativen, bolj nam je pomembno, da smo moralne osebe, manj nemoralnih dejanj bomo storili. Na pojavnost dnevnih moralnih čustev. In upam tudi, da sem vam nekako predstavila preko teh raznolikih metod in raziskav, da imamo lahko neke velike prednosti, če združimo kvalitativne in kvantitativne metode zbiranja podatkov in da nam lahko neko dodatno bogastvo prinese tudi doprinos participativne oziroma sodelovalne metode, da takrat lahko zberemo res neko množico podatkov, informacij, ki jih lahko sami nehote spregledamo oziroma ne naslovimo. In vse to mi odpira neke številne ideje za prihodnje raziskave, ki upam, da jih bom lahko naslovila. Zlasti me v prihodnosti zanima, kako specifični vidiki družbenih medijev, kot je recimo spletna anonimnost, še posebej vplivajo na neke specifične moralne pojave. In navsezadnje upam, da se bo ta tema še naprej razvijala, raziskovala, ker je pomembno, da v današnjem času naslavljamo ta vprašanja. Tako. In na tem mestu bi se vam samo še zahvalila za vašo pozornost in se veselim vaših vprašanj, pomislekov in dilem. Hvala.